Na konferenci smo želeli predvsem izpostaviti digitalno vključenost starejših oziroma njihovo ne najboljšo vključenost v digitalno desetletje. Izpostavili smo njihovo izločenost iz določenih ukrepov vseh starejših od 74 let, zato ker se uporablja DESI indeks, ki zamejuje zgornjo mejo starosti. Uporablja se tudi recimo Eurostatov indeks oziroma kategorija starejših, ki zamejuje vse življenjsko učenje od 25. do 64. leta. Mi vemo, da se populacija stara, mi vemo, da imamo še zelo aktivne 80 in več letnike in zato ni pravilno, da jih ne vključimo v ukrepe digitalnega opismenjevanja, digitalnih kompetenc, zato ker ne samo, da potrebujejo ta znanja za svoje delovanje, za svoje življenje, vemo, da se bančne poslovalnice, poštne poslovalnice in tako naprej zapirajo. Dostop do teh pa pomeni mobilna aplikacija, kar pomeni pametni telefon. Torej moramo imeti ukrepe, da bodo starejši imeli možnost pridobiti pametni telefon, kot tudi znanje za uporabo, da bojo še vedno aktiven član družbe. Dogodki v zadnjih 10 letih pričajo, da če želimo priti do tehnološke nevtralnosti in digitalne suverenosti, je neizpodbitno, da upoštevamo transparentnost programov. In kako to doseči? Tako, da uporabljamo odprto kodo, kjer so transparentni, kjer je koda transparentna in jo lahko dejansko pregledamo. Ko govorimo o digitalni transformaciji, je premalo, da govorimo o osnovnih digitalnih kompetencah in uporabi računalnikov. Kar je ključno, je, da damo veliko poudarka na kritični uporabi tehnologij in da ne pozabimo na kompetence medijske in državljanske pismenosti. In pri tem tudi, da ne pozabimo oziroma da vključujemo IKT v državljanske procese, s tem omogočamo posvetovanje z širšo publiko in sodelovanje pri upravljanju javnih zadev. Hkrati je pa tudi pomembno, da omogočamo ohranjanje virtualnih prostorov, kjer lahko mladi preko dela krepijo kompetence potrebne za aktivno državljanstvo in preko tega raziskujejo svoje talente in se udejstvujejo. Ja, nedvomno živimo v digicenu, vendar pa je otroški razvoj še vedno analogen. In če želimo v tem digitalnem svetu pravzaprav otrokom omogočiti njihov analogen razvoj, od gibalnih izkušenj do seveda tudi kognitivnih izzivov, potem se moramo zavedati, da pravzaprav digitalni svet ostaja, je tukaj, ne bo kar izginil, vendar pa lahko dosežemo opolnomočenje za digitalne vsebine, digitalno izobrazbo, digitalne kompetence na analogen način. Pri malih otrocih nimajo zasloni svojega mesta oziroma zelo malo pod nadzorom. Tukaj je smiselno razmišljati o omejevanju dostopa do digitalnih naprav navzdol, starostno, tudi vsebin. Medtem ko seveda potem kasneje predvsem spodbuditi otroke, da bodo ta svet informatizacije in digitalnega ne uporabljali zgolj za igro, pač pa da bodo prek njih dosegali tudi vsebine, ki jim bodo kasneje pomagali pri razvoju ustvarjalnosti, predvsem pri teh stvareh, ki jih imenujemo STEMi, znanstveno mišljenje, matematično mišljenje, vemo, da je to smer napredka. Kombinirati to digitalno z humano noto, z etičnostjo in moralnostjo pa je ključno. To se pravi, da naš digicen dejansko postane antropocen, kjer bo človek tisti, ki bo v središču in bo digitalno pametne naprave zgolj orodje. No, v tej strategiji digitalnega razvoja Slovenije do leta 2030, to, kar pogrešamo, je večja skrb o formalnem obveznem izobraževanju otrok v srednjih in osnovnih šolah. Zakaj se nam to zdi pomembno? Zato, ker se mi zdi, da je Slovenija ostala zadnja država v Evropski uniji, ne se mi zdi, ampak študije kažejo, ki še nima predpisanega kurikuluma za obvezne vsebine s področja računalništva. In v tem smislu je Slovenija pred odločitvijo, ali bomo razvijalci novih tehnologij, ali bomo samo pasivni opazovalci in uporabniki tehnologij, ki razvija nekdo drug. Jaz se mi zdi, da v ACM Slovenija in sicer se zavzemamo za to, da se postavimo na strani razvijalcev. Za našo novinarsko konferenco smo želeli tudi izpostaviti vprašanje procesa, komunikacije pri vključevanju javnosti
in ciljnih skupin v oblikovanje politik digitalne preobrazbe Slovenije. To se mi zdi pomemben vidik, zaradi tega, ker tudi Evropska komisija poudarja, da je potrebno vključevati potrebe ljudi, nevladnih organizacij, civilne družbe in ostalih deležnikov v oblikovanje ukrepov, kajti ti ukrepi potem na koncu rezultirajo v dejanskih učinkih na kakovost življenja ljudi. In mislim, da je nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje takšen dokument, kjer je potrebno izpostavljati predvsem elemente zelenega, predvsem elemente odprtosti, preglednosti, vključevanje različnih ciljnih skupin in tudi prispevati k digitalni preobrazbi različnih deležnikov, ki so bili do sedaj zapostavljeni. Mislim, da so to moji predhodniki danes jasno poudarili in pričakujemo seveda od odločevalcev, da bodo sledili tem pripombam in predlogom.